kaj, če ste živeli ste zmago, kaj to pomeni za sam Telekom, za samo skupino Telekom, če lahko poveste, kaj bo to pomenilo v bistvu za vse vaše uporabnike? Torej, nisem samo jaz doživel zmago, mislim, da smo doživeli zmago vsi zaposleni, tako v Telekomu Slovenije, kot v Mobitelu, kot v celotni skupini Telekoma Slovenije. Sedaj pa imamo soglasje, da s 1. julijem začnemo kot nova družba. Vsi zaposleni, moram reči, da se tega veselijo in komaj čakajo, da to obdobje, enoletno obdobje priprav, da se konča in da začnemo delati po novem. Vsekakor ima takšna odločitev pomembne učinke ne samo za obe družbi, pač pa tudi za širši prostor v Republiki Sloveniji. Zato smo želeli ob tej priložnosti upozoriti na nekatere momente, s katerimi bi lahko še izboljšali komuniciranje tako z delničarji kot z javnostjo in razjasnili nekatere momente, ki v samem procesu do današnje skupščine niso bili po našem mnenju dovolj dobro predstavljeni. No, odločitev je sprejeta praktično soglasno in seveda si želimo vsaj toliko kot predlagatelji, da bi takšen projekt uspel, torej načrt in da bi združeno podjetje uspešno poslovalo v prihodnje ob vseh stranpoteh, ki smo jih videli, predvsem na strani družbe Telekom Slovenije v preteklosti. Kaj pa ta argumentacija, da se rešuje na ta način, ko ste na skupščini omenil Telekom na račun Mobitela? No, precej tovrstnih razmišljanj smo bili deležni. Mi smo želeli s tem v zvezi dodatna pojasnila. Prav gotovo, ko gre za skupščino Telekoma in delničarje Telekoma, je tudi, ukolikor gre za tovrstno reševanje, to seveda smiselno in vredno podpore. Vendarle je Telekom 100% lastnik družbe Mobitel, tako da hkrati pa v Telekomu država večinski lastnik. S tem v zvezi pravzaprav ni bilo za pričakovati, da bi se lahko stvari odvile kakorkoli drugače. Je pa dejstvo, da je pri tem pomembno, da se tovrstni dvomi pravočasno odstranijo oziroma zagotovi pogoje, po katerih lahko po takšni združitvi družba uspešno posluje naprej. To pa je... Ste vi glasovali proti, nekaj glasov je bilo danes proti, 1000 glasov in nekaj glasov je bilo proti. Kar se tiče združenja, smo povedali, da mi načeloma ne nasprotujemo takšni združitvi, da pa želimo nekaj dodatnih odgovorov. Zato se nismo odločili, da bi glasovali proti, mi smo takšno združitev podprli, seveda pa je odvisno od samih postopkov, ki bodo temu sledili. Žal ni bil dan na razpolago tudi elaborat, ki je bil zelo jasno naveden kot ključna podlaga in razlog za takšno združitev. Vsaj kakšen izvleček, kot sem izpostavil na skupščini, bi seveda pričakovali tako lastniki, kot glede na učinke, ki jih ima to za širšo skupnost, verjetno tudi javnost. Telekom Slovenije in Mobitel delujeta v konkurenčnem okolju in seveda zato mi ne moremo in ne smemo razkrivati konkurenčno občutljivih podatkov. Mislim pa, da sem v današnji prezentaciji, ki je bila precej obširna, vsem delničarjem nazorno pokazal in tudi razložil, zakaj se združujemo, kakšne učinke pričakujemo iz tega naslova in kakšne rezultate bomo dosegli za to združitvijo. Veste pač par ključnih razlogov za samo združitev. Kaj ugotavljamo, tako fiksni kot mobilni operaterji? Da smo pod čedalje hujšim pritiskom konkurence, regulatorjev, da nam prihodki padajo, da se spreminja tehnologija in da zaradi tega obdobje, ko smo poslovali na trgu ločeno, se nekako neizbežno končuje. Da moramo z združitvijo obeh segmentov poiskati znotraj sinergije, poiskati tiste stvari, ki so skupne. Prvič pričakujemo sinergije iz naslova večje produktivnosti dela. Konkretno to tudi pomeni, da se v naslednjih letih, ko bomo optimizirali te procese, seveda ne bomo mogli izogniti tudi zmanjševanju ali pa prestrukturiranju števila zaposlenih. Ko ste spomnili, ko sem govoril o strateških projektih, eden od teh strateških projektov je tudi prenova poslovnih procesov. V tem okviru in na tej podlagi se bomo lotili optimizacije poslovnih procesov v novi družbi in na tej podlagi bomo lahko definirali, koliko število zaposlenih potrebujemo v bodoče. Drugi naslov, iz katerega pričakujemo velike sinergične učinke ali pa če hočete prihranke, je nabavni proces. In Telekom in Mobitel sta, bom rekel, velika nabavnika in za združitvijo boste imela še večjo nabavno in seveda tudi pogajalsko moč. Seveda mi pričakujemo, da bomo z poenotenjem ponudbo storitev tudi uspeli ohraniti tržne deleže
katere imamo sedaj, in da bomo z nekaterimi vstopom v nekatera nova področja, omenil sem IT, storitve v oblaku, digitalne medije, digitalno oglaševanje, da bomo celo te prihodke lahko povečali. Za naše uporabnike to pomeni, da bomo lahko vse storitve, tako mobilne kot fiksne, lahko ponudili na enem mestu, da bo ta paleta storitev celovita, enovita, da bodo lahko na enem mestu urejali vse, kar se tiče tako mobilnih kot fiksnih storitev. Kaj pa za lastnike to prinaša? Vedno je treba gledati obe strani. Ja, za lastnike to prinaša, in to je bila naša obljuba, boljše poslovne rezultate, višji dobiček, kar upam, da bo vplivalo tudi seveda na ceno delnice. Približno 150 milijonov je v naslednjih 5 letih ocenjeno. Take so naše ocene. Upamo, da bomo ta rezultat še izboljšali. Kaj ta združitev spomeni za recimo vaše projekte na jugovzhodnih trgih? V okviru te združitve, ki se sicer dotika samo Telekoma in Mobitela, smo mi štartali tudi projekt, bi rekel, drugačnega načina upravljanja z družbami v skupini. Ugotovili smo, da za temi družbami v preteklosti ni bilo na ustrezen način upravljano in da je potrebno k temu pristopiti na drugačen način. Skušali bomo čim več stvari standardizirati, poenotiti. A boste iskali novega člana uprave, mogoče glede na to, da vas je finančnik, da vemo, on zapustil? Seveda. Glede na to, da nas je gospod Peterlin zapustil, intenzivno iščemo novega člana uprave, ki bo zadolžen za finance. Jaz ne pričakujem, da se bo to zgodilo pred 1. septembrom. Tudi vprašanja so bila postavljena na sami skupščini, ali ne gre tle pač za nekako reševanje težav v jugovzhodni Evropi, pač pojavljajo se ves čas neke informacije o pač nepravilnostih na Kosovu, v Makedoniji. Lahko poveste, pač kolikor lahko poveste o samem tem, pa kaj počnete, da bi to rešili? Torej, kot sem že odgovoril na to vprašanje na skupščini, ta proces združitve in prenove poslovanja je bil v bistvu začet še pred mojim prihodom, že v letu 2008. Se pravi, ko še vseh teh problemov, ki jih omenjate, še ni bilo prisotnih. Skratka, že tedaj je bilo jasno, da v ta proces moramo iti. Zdaj, iz takih ali drugačnih razlogov se ta proces v tistem trenutku ni odvil in smo ga mi uspešno v lanskem letu štartali in v letošnjem letu zaključili. Torej, ta proces prenove ni v nobeni direktni ali indirektni povezavi z tem, kar se dogaja v jugovzhodni Evropi. V združenju nismo pristopili k organiziranem zbiranju pooblastil. Glede na to, da je večinski lastnik, torej Republika Slovenija, država lastnik kar v dobrih 52%, da to tudi po tej plati ne bi imelo posebnega smisla ali učinka. Hkrati pa želim zelo jasno povedati, da v združenju ne nasprotujemo načrtovani pripojitvi oziroma združevanju. Seveda pa se nam zdi pomembno, da tako velik dogodek, torej pravzaprav največjo združitev v novejši zgodovini tovrstnega značaja, kot so ugotovili kolegi sodelavci v združenju, pospremimo z nekaterimi vprašanji, s katerimi želimo odstraniti vsakršen dvom v to, da so tako nameni, motivi, ki vodijo v predlagano združitev, kako tudi njeni učinki dejansko v dobro družbe, njenih lastnikov in nenazadnje tudi širše skupnosti, kajti takšna združitev bo imela seveda učinke tudi na tej ravni. Zaradi tega smo se in številnih vprašanj, ki smo jih bili deležni na združenju, preko 12 000 delničarjev je v družbi Telekom, obrnili tudi na predsednika uprave z nekaterimi vprašanji in prošnjami. Med drugim smo zaprosili v dopisu 20. maja, da se posreduje oziroma objavi tudi elaborat, ki je v obrazložitvi predlaganega sklepa naveden kot ključen dokument, kot ključna podlaga za načrtovano združitev. Vendar žal v odgovoru, ki smo ga prejeli šele pred 2 dnevi, temu ni bilo ugodeno. Lahko razumemo razloge, da se v omenjenem elaboratu o prenovi poslovanja družb skupine Telekom nahajajo tudi podatki, ki so poslovna skrivnost in za katere
lahko pravičeno domnevamo, da ne bi bilo primerno, da se jih javno objavlja. Na drugi strani pa želimo, da se v podobnih primerih, ki utegnejo v našem ekonomskem prostoru še slediti, upošteva, da tisto, kar je temeljna podlaga neke odločitve, vendarle vsaj v ključnih izvlečkih je dostopno in javno delničarjem. Iz javnih obvestil Telekoma ni bilo razvidno, da je bil takšen elaborat dopolnjen in kdaj ga je nadzorni svet obravnaval ter eventualno tudi potrdil. Zato še enkrat naj ponovno izpostavim željo po kar se da konstruktivnem pristopu in odstranitvi vsakršnih dvomov o tem, da gre za koristno, pozitivno odločitev z vseh vidikov, takšne dvome in tista mnenja, ki smo jih sicer lahko zasledili v javnosti in jih spremljali, da je seveda načrtovan združitev, pripojitev namenjena temu, da se na nek način rešuje družbo Telekom, predvsem zaradi nekaterih problematičnih odločitev v preteklosti, ki se nenazadnje odražajo tudi skozi postopke vložene tožbe in pa verjetno tudi pri sami vrednosti delnice na organiziranem trgu, da se zagotovi tako v primeru te predlagane združitve, da ima dobro perspektivo, da se zgodi v pozitivnem duhu, hkrati pa tudi za morebitne druge tovrstne primere vzpostavimo tiste okvire in kriterije, ki pomenijo kar najvišje standarde tudi z vidika obveščenosti delničarjev, lastnikov, kakor tudi javnosti nasploh. Kar se tiče odgovora, gospod Verbič, ki naj bi ga prejeli včeraj, meni strokovne službe zagotavljajo, da smo vam odgovor poslali 30. maja. Jaz to danes še enkrat preveril in te navedbe držijo. Kar se tiče obveščanja, ali je nadzorni svet potrdil ali ni potrdil elaborat, poleg tega, kar je predsednik povedal, so mi pristojne službe pokazale PR sporočilo, ki smo ga izdali 3. februarja po seji nadzornega sveta, ki je bilo 2. februarja, in ker je bilo jasno navedeno, da nadzorni svet v celoti podpira usmeritve, ki so v elaboratu in zadolžuje upravo, da ta elaborat izpelje tako, kot je v elaboratu napisano. Kar se tiče vaše opombe oziroma pomisleka, ali ne delamo to zaradi težav, ki smo jim bili priča ali pa smo jim še priča zaradi našega poslovanja v jugovzhodni Evropi. Že iz tega, kar sem povedal, mislim, da je jasno, da se je ta premislek v skupini Telekom Slovenije se ni začel leta 2010, se ni začel z mojim prihodom, da ne bom rekel, se kitil za perjem, ki ni povsem moje. Začel se je že v letih 2007 in 2008. Zato sem tudi navajal BCG študijo, ki se je delala ravno v tem obdobju 2008 in 2009. Zdaj seveda lahko bi debatirali, zakaj ta projekt ni bil izpeljan. Lahko bi zato krivili objektivne okoliščine ali subjektivne okoliščine, ampak to nam pravzaprav nič ne pomaga. Ko sem se predstavil nadzornemu svetu, je bila ena od poglavitnih točk moje predstavitve ravno združitev. In tu sem doživel podporo nadzornega sveta in tudi ves čas izvajanja tega projekta smo doživeli to podporo. Meni je žal, da ta proces je stekel šele v letu 2010, da bi stekel že prej. Če bi stekel prej, bi verjetno danes bil Telekom Slovenije ali pa če hočete skupina Telekom Slovenije vendarle verjetno v drugačnem položaju. Ampak, kot pravi reklo, bolje pozno kot nikoli.